Dobrodošli v Bohinju, predsednik države Borut Pahor. Dober dan, hvala lepa za dobrodošlico. Vedno je lepo priti sem, kot sem rekel, drugič zapored in zdaj so me zadolžili, da pridem tudi naslednje leto. In kaj bi rekli na to, da je rekel župan, da so najprej občani in kasneje turizem? Kot sem rekel, razumem njegove besede. Ljudje tukaj želite in vsi skupaj želimo ohraniti to čudovito naravo, v katero nas je posadila usoda in smo odgovorni, da jo pustimo našim otrokom in njihovim otrokom. Temu mora biti na nek način podrejen tudi turizem. V tem smislu razumem, da so najprej ljudje in potem turizem. Turizem je pomembna gospodarska panoga, daje mnogim ljudem kruh, je tudi panoga prihodnosti, gotovo. In mi imamo kaj ponuditi obiskovalcem, domačim in tujim, tukaj zlasti Bohinj. Ni naključje, da je tretji po unovčitvi vavčerjev med Slovenci. Mnogi tudi na novo spoznavajo njegove lepote. Vsekakor je narejen za to, da v njem uživajo otroci in njih otroci. In zato ga moramo privarčevati zanje. Je videti, vam je Gorenjska všeč, saj smo vas videli na 10. obletnici Slovenskega planinskega muzeja, sedaj v Bohinju. Ja, naj rečem, da sem izpolnil obljubo, ki sem jo bil dal direktorici muzeja. Takrat me je prosila, da ministru za kulturo predam željo, prošnjo, njen interes, da se dvigne status muzeja v status nacionalnega pomena. Jaz sem se z njim včeraj sestal, mu predložil tudi pisno prošnjo z moje strani, da ugodi tej želji in potrebi edinega nacionalnega planinskega muzeja v Sloveniji in mislim, da mi je prisluhnil iskreno željo, da ministrstvo temu ugodi. Upajmo. Hvala lepa, ker ste se odzvali. Ja, srečno. Pred 5 leti ste prišli na službovanje v Bohinj, to je bila pravzaprav vaša prva služba, da ste postali duhovnika, župnika. Ja. In seveda pustili velik pečat v teh 5 letih Bohinju, Bohinjcem. Ja, res je, pred 5 leti sem prišel v Bohinj, zdaj trenutno se že nahajam v Grosupljem in v teh 5 letih sem silno vesel, mislim hvaležen, da sem smel biti tukaj med Bohinjci, ker so me ogromno naučili, ogromno so mi dali in tudi mislim, da jaz kot oseba sem kar malo zrasel tlele in sem jim za to zelo hvaležen. Še posebno mi pa veliko pomeni plaketa, ki sem jo danes sprejel na občinski proslavi. Najprej, ko ste prišli, ste zagledali jezero, potem pa cerkev, na kateri ste postavili tako rekoč razgledno točko. Skupaj s turističnim društvom smo zelo lepo sodelovali in ja, cerkev Janeza Krstnika je krasna točka tudi za turizem, se pravi, mnogo obiskovalcev želi si to cerkev tudi ogledati. Tako smo pač naredili eno tako lepo zgodbo, da lahko tudi vsak, ki pride k tej cerkvi, gre lahko na razgled oziroma v zvonik in si od tam občuduje lepo naravo in pokrajino. Obnovili pa ste tudi zvonik. Res je, ja, obnovili smo, noter smo dali pač stopnice in tako naprej. Civilna dela se skrivajo za vami, ko odhajate, ko ste odšli na novo službo. Verjetno vam ostajajo lepi spomini na Bohinj, na Bohinjce. Najlepši spomini, res. Iskrene čestitke in hvala lepa za pogovor in prijetno bivanje tudi v Grosupljem. Hvala vam za sodelovanje. Zakaj ste si izbrali prav 26. avgust za svoj občinski praznik? Ja, 26. avgust je dan. Na ta dan so 4 prvopristopniki prišli prvi na Triglav, vsaj tako imamo zabeleženo in jaz mislim, da je to tudi res uradno. Tako da, ker Triglav naj bi bil v bohinjski občini, vsaj del Triglava, bom rekel tisti glavni, in smo si šteli ta, za nas bom rekel in pa verjetno tudi za celotno Slovenijo je verjetno ta podvig pomemben in mislim, da je bil takrat razlog, da so izbrali Bohinjci ta datum za ta praznik kar upravičen. Včeraj pa ste odkrili spominsko ploščo, kje? Ja, to je bilo, bom rekel, 4 teli možje so bili prvi na Triglavu. Prva ženska na Triglavu je bila pa Rozalija Škantar, to je iz Srednje vasi, pred 150 leti je ona prva prišla in
kot pravijo, je šla v krilu. To je za današnje razmere kar malo nezaslišano, ampak mislim, da takratne razmere so pač to dovoljevale, ker pač druge opreme verjetno ni bilo. Je pa res, da smo odkrili ploščo in jo postavili v bok moškim, ki so prvi pristopili na Triglav, in pa ona kot ženska, kot prva ženska na Triglavu, zato da imamo sedaj nekako enakovredno. Tudi plošče so ravno take oblike in pa izdelane so ravno tako kot za te prvopristopnike na Triglav. COVID-19 vam je uspelo zaključiti nekaj projektov, katerih? Ja, spomladi smo zaključili, ali pa preko leta, sedaj smo zaključili kar nekaj velikih projektov. Prvi je bil rekonstrukcija ceste in pa izdelava pločnika, se pravi površine za pešce v Ribčevem Lazu in pa te otoki za umirjanje prometa. Potem je tam nova avtobusna postaja, ki je nekoliko premaknjena, predelana, tako da bom rekel, da je tam ta prostor se še bolj odprl, kot je bil prej, bolj pregleden, lepši. Ravno tako smo zaključili rekonstrukcijo ceste skozi Staro Fužino, celotno vas zaključili. Tam je krajevna skupnost izdelala, bom rekel, hkrati s to cesto izdelovala tudi obvozno pot, da lahko vaško jedro, ki je bil ravno tako zaključen letos, zaživi in je že zaživel z prireditvami teh torkovih večerov. Tako da in pa nov informacijski center. Jaz mislim, da je Stara Fužina, sredina Stare Fužine neverjetno lepa. Jaz bom rekel, da vsi trdijo to in to je tudi res. Odprla se je, ni več tistih, bom rekel, odvečnih stvari, balasta, ampak je res pokrajina taka, ki se jo zasluži center, bom rekel, enih najbolj turističnih vasi v Bohinju. Potem smo zaključili tudi z rekonstrukcijo ceste v Bohinjski Češnjici, vendar tam še nadaljujemo z izdelavo kanalizacije. Tako da je kar nekaj, čaka nas pa, sedaj gre v delo brv na Rju, to je kolesarska brv, ki bi morala biti preko Save, da bomo povezali polje in pa kolesarsko stezo in pa seveda tukaj v bližini izdelava novega parkirnega prostora, ki je pa prepotreben v Bohinjski Bistrici. Kaj boste naredili z denarjem, ki ga boste dobili od Triglavskega narodnega parka, kar vam je uspelo s pomočjo Franca Kramerja, poslanca Državnega zbora? Letošnje leto dobimo, tako je obljuba, dobimo, bom rekel, en del denarja ali pa denar za Triglavski narodni park iz kvote, ki smo jo nekako župani priborili in pa dogovorili z ministrstvom, vendar je med tem, ko smo mi to pač podpisovali in se nekako izborili, ta prvi del, ki bo namenjen, bom rekel, mi imamo tokrat dobi občina Bohinj konkretno 330.000 evrov. Ta del gre v zaključke v Staro Fužino in pa Stodor in pa, bom rekel, Gorivše Koprivnik. Tam bomo zaključili projekte, ki so v teku ali pa nekaj jih tudi začeli. Med temi, ko smo to, bom rekel, podpisovali ali pa ko smo sklenili ta sporazum, je poslanec Franc Kramer vložil predlog zakona. To je šlo proceduro, je bilo sprejeto, tako da v letošnjem proračunu državnem, in to se pravi naslednjo leto, pa pripada teh 0,2% dohodnine, to pa pomeni konkretno za občino Bohinj preko milijona. In to bo namenjeno za vse investicije v Triglavskem narodnem parku, vasi za infrastrukturo in pa nekaj tudi za rekel, objekte ali pa poti, ki jih uporabljajo ljudje, ki živijo v narodnem parku, to se pravi, da lahko tudi vrtec ali pa zdravstveni dom ali pa kakšno drugo zadevo, ki uporabljajo ravno tako ljudje, ki živijo tam. V mesecu juliju ste se udeležili tudi seje občinskega sveta na Bledu, ker je tekla beseda prav o južni obvoznici in ukolikor bo to uspelo, bo to tudi velika pridobitev za Bohinj, za bohinjski turizem? Jaz mislim, da ko bo izgrajena južna obvoznica, ko bo ta cesta narejena, je to ogromna pridobitev za občino Bohinj in pa za Bled.
Jaz kar postavljam ob bok obe dve občine po pomembnosti, kajti če gledamo promet in pa potovanje, ki ga naši ljudje, ki grejo v službe in pa službe nazaj naredijo, bo sigurno vsaj za 15-20 minut hitrejša pot, če računamo, da je skozi Bled potrebno omejitev in pa promet. Za Bled vemo, kaj je. Jaz trdim, da bo Bled, ko bo ta obvoznica narejena, zaživel na novo, kajti vsa mesta, ki imajo ustavljeno središče za promet, so za mene zmagovalci in se popolnoma drugače lahko razvijajo. Za nas Bohinjce je ta obvoznica nujno potrebna, bom rekel, in nekoliko smo zanemarili to pomoč, ki bi jo lahko dajali ali pa podporo Blejcam pri tem postopku pridobivanja pa projektov. Tako da jaz mislim, da je prav, da se postavimo tudi njim v bok in jim pomagamo pri tem, da zahtevamo tudi mi. Iskrene čestitke ob občinskem prazniku in hvala lepa za pogovor. Hvala vam.